75 držav, 2719 ekip, 1395 rešitev na 20 izzivov vesoljske agencije NASA. Med najboljših 5 v kategoriji Global Impact se je po ocenah NASA-nih strokovnjakov zapisala tudi ekipa iz Slovenije, ki si je vstopnico za globalno tekmovanje prislužila zmago na hekatonu, ki ga je konec oktobra v Kopru organiziral Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske. Direktor Univerzitetnega inkubatorja Primorske nam je pojasnil, kako je NASA in hekaton prišel v Koper in napovedal sodelovanje z NASA tudi v prihodnje. V bistvu sem preko kontakta iz naše občine, dr. Urške Starc-Pečeni, ki dela in živi na Dunaju, nekako spoznal to inicijativo, ta projekt in hitro ugotovil, da bi nekaj takega lahko organizirali tudi pri nas na Univerzitetnem inkubatorju Primorske in s tem ponudili našim študentom, pa tudi ostalim, mlajšim in starejšim, razmišljujočim, razvijalcem, programerjem, ta 48-urni hekaton, ki poteka po celem svetu. Nekaj dni nazaj je NASA ponovno objavila razpis, naslednjega oktobra bo ponovno hekaton potekal po celem svetu. Mi iz Univerzitetnega inkubatorja pa se bomo ponovno prijavili kot lokalni organizatorji. Zmagovalna ekipa Blue Eyes je ustvarila zanimivo igro. In zakaj gre? To je namizna družabna igra, pri kateri morajo igralci opraviti 10 izzivov, preden se vsi koščki ledu na Antarktiki stopijo. In gre v bistvu za igro, ki spodbuja k ozaveščanju o globalnem segrevanju ozračja in opozarja na nevarnosti. Poleg tega pa tudi prikazuje samo ekspedicijo, kako to izgleda, kako morajo biti znanstveniki napravljeni, kaj se dogaja, kakšne živali živijo in podobno. Zanimivo je, da za sodelovanje ne potrebujete ekipe, saj so se letošnji zmagovalci prvič srečali kar na samem tekmovanju. Članica ekipe Alenka je predstavila vlogo članov. Vsak je pripomogel res na vsakem končku, je dal nekdo neko svoj dodatek, recimo Luka je pomagal pri dizajnu, dizajniral vse kartončke, žetončke, zasnoval, kako so izgledali osnovni liki igre, medtem ko je Matija zasnoval spletno stran in vse, kar je bilo povezano z elektronskimi stvarmi in z spletnimi stvarmi. Potem midve z Ulo sva pisali izzive, se pravi bolj povezava biologije, naravovarstva in angleščine. Medtem, ko je bila v bistvu Eva, se mi zdi tak povezovalni člen, je bila malo tam, pač taka multitasking. Eva je bila prva, ki je odkrila, da so se uvrstili med 5 najboljših na svetu. Ko sem prišla domov ob 2 zjutraj, sem tako za vsak slučaj pogledala, ker smo že pričakovali rezultate in jih ni bilo. In ko sem videla, nisem mogla verjeti, da smo zmagali. In sem takoj poslala vsem v skupino, glejte, smo bili med top 5 na svetu, ne morem verjeti. Sredi januarja bo znano, kdo je osvojil zmago v kategoriji Global Impact. Mi držimo pesti, da bo zmagovalec ekipa iz Slovenije.